Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije so na novinarski konferenci z naslovom Ohranimo rast orisali lansko poslovanje gospodarskih družb, opredelili prihodnje gospodarske trende ter predstavili predloge in pričakovanja gospodarstva do bodoče vlade. Poudarili so, da lahko le skupen dogovor o tem, kaj je za Slovenijo pomembno, omogoči ekonomski napredek Slovenije in krepitev vseh družbenih slojev. Pri 91 milijardah evrov prihodkov so družbe ustvarile približno 21 milijard evrov dodane vrednosti, zaposlovale so okoli 480 tisoč zaposlenih, merjeno po delovnih urah. Kar je pa najpomembnejše, torej gospodarske družbe so v bistvu glavni generator izvoza v Sloveniji. Višje neto plače za vse je bila tema skupne novinarske konference, ki je potekala na GZS in na kateri so sodelovali predstavniki 5 gospodarskih organizacij povezanih v gospodarski krog: AmCham Slovenije, Britansko-slovenske gospodarske zbornice, Gospodarske zbornice Slovenije, Slovensko-nemške gospodarske zbornice in Združenja Menedžer. Prepričani smo, da je naš problem seveda s tem, da je naša obremenitev dela z dohodninami in socialnimi prispevki, kot je bilo že parkrat rečeno danes, nadpovprečna, predvsem pri višjih plačah. Na okrogli mizi, ki je potekala pred referendumom o drugem tiru, so udeleženci znova poudarili, da je čim hitrejša, učinkovitejša in kakovostna izgradnja drugega tira Koper-Divača ključnega pomena za dolgoročni razvoj gospodarstva in s tem dobrobit celotne družbe. Pri strateških projektih je ključno to, da se hitro zgodijo, da se zgodijo kakovostno in da so znotraj finančnih okvirjev, ki si jih lahko tisti, ki investitor tudi privošči. Odpadek ali proizvod, ki je ločnica, je bila rdeča nit letošnjega okoljskega dne, ki ga je pripravila GZS, Služba za varstvo okolja. Strokovnjaki so na dogodku govorili o novem zakonodajnem svežnju o odpadkih, ki ga je aprila sprejel Evropski parlament, ter odgovarjali na vrsto aktualnih izzivov na okoljevarstvenem področju. Tako da vsaka določba je izziv, vsekakor pa zelo visoki ambiciozni cilji recikliranja na komunalnih odpadkih in na odpadni embalaži. Ženske vodijo drugače, moški tudi. A res? Je bil naslov strokovnega seminarja iz cikla Kreativno vodenje, v katerem so uspešne in uspešni vodje spregovorili o tem, kako razmišljajo in kako delajo, kako načrtujejo, kako se odločajo, kako komunicirajo, kako delegirajo. V okviru projekta DESALP so na konferenci International Design Thinking Day udeleženci izvedeli več o tem, kako lahko vključitev dizajnerskega procesa razmišljanja in uvajanje novih inovativnih pristopov vodi do novih produktov in storitev po meri odjemalcev. Design thinking is a set of behaviors that allow businesses to see a new perspective, and that's the perspective of their customers and their users. Severno-primorska gospodarska zbornica, območna zbornica za Gorenjsko in regionalna gospodarska zbornica Celje so podelile priznanja najboljšim inovatorkam in inovatorjem v regiji. Najboljše regijske inovacije se bodo potegovale za zlata nacionalna priznanja, ki jih bo GZS podelila na dnevu inovativnosti 26. septembra 2018. Gospodarska zbornica Slovenije spodbuja inovativnost skozi številne projekte. Recimo Inovativna Slovenija je ena takih. Ko po vseh regijah v Sloveniji gremo v podjetja, se z njimi pogovarjamo, iščemo inovacije, ki jih imamo, jih osvetlimo, jih damo na oder in jih potem na koncu tudi na Brdu nagradimo z najboljšimi nacionalnimi priznanji.